Še zadnji izmed letošnjih 4 kvalifikacijskih turnirjev Basket for Kids na področju Slovenije prvič poteka v Črnomlju. Tu so se merili poleg domačinov, košarkarjev košarkarskega kluba Kolpa Črnomelj, tudi košarkarji iz Grosuplja, košarkarji iz Krškega in košarkarji Trotov iz Novega mesta. Kot zmagovalci napredujejo domačini, torej košarkarji košarkarskega kluba Kolpa Črnomelj, ki se bodo na ta način pridružili košarkarjem Triglavam, košarkarjem iz Sežane in košarkarjem iz Murske Sobote na zaključni turnirju četverice najboljših tretje sezone tekmovanja Basket for Kids. Sedaj pa poglejmo, kaj vse se je dogajalo v Črnomlju. V bistvu začetek moram vprašati, kot dobri poznavalci tekmovanja Basket for Kids, kaj je tisto ključno, kar se vam zdi, da vašemu klubu prinaša sodelovanje na takšnem tekmovanju? Za sodelovanje se mi zdi ključno, da se fantje tle znajo sprostiti, ker jim pač že v prihodnje povem, da to naj jih ne obremenjuje, da je to for kids, ta beseda se bolj sprijazni, kot pa kakšna neka strokovna. In kot že tretje letje smo zelo zadovoljni z športklubom, z organizacijo, za samo povabilo. Tako da imamo same dobre stvari, recimo eno od teh motivacij je tudi, da dobijo svoje drese, ki jih imajo pol kasneje za tudi na treninge. Moram reči, da jih kar nosijo tudi pol še, tako da so kar navdušeni nad tem. Ena stvar, ki se mi zdi, da kot trener res zelo dobro to filozofijo Basket for Kids znaš spraviti do svojih varovancev. Kako po eni strani narediti košarkarje intenzivne, motivirane, po drugi strani pa brez pritiska, pa brez nekega prepotrebnega stresa? Ja, mi smo recimo danes tekmo začeli z odličnim Grosupljem, ker smo tekmo tudi izgubili, s tem ime pala tudi cela motivacija. S tem, da smo se tudi že v garderobi zmenili, da pač gremo, zaključimo to leto s tem basketom, naj se sprostijo, naj probajo zaigrati, sami naj vidijo, kako bojo, da se bojo tudi videli na kamerah, so snemane tudi na YouTubu. Ampak očitno so imeli prvo tekmo pritisk, ker drugo tekmo so malo bolj se zbrali, malo so svoj pogum, malo so se pomenili na tribunah med tekmo, tako da dejansko samo uživati morajo videti, da je to užitek, da ni neka pritisk, ali daš koš, ali nimaš koša. Tako da ja, danes sem z njimi kot prijatelj, bolj kot ne na tem turnirju, ne kot sam trener. Dobro, lepo slišati. Še ena stvar, kar se tiče seveda te današnje tekme, je pa, a so stare posnetke od lani, od predlani gledali, a vse te tekme, ki so jih odigrali v sklopu tekmovanja Basket for Kids, nekaj, kar jim ostane res za večne čase? Ja, to je ja, glih, ni dolgo tega nazaj, ko smo gledali od enega igralca, tekma Vransko, crossover, ko ga je naredil, je rekel, da se še danes malo nasmeji, ko pogleda to. Glih, ko smo menili, da gremo na ta pokal, se mu je kar nasmejali, tako da očitno ima neke dobre vtise od tega in tudi to ostane. Super, hvala, še enkrat čestitke in se že veselimo naslednjega leta in novega sodelovanja. Mi tudi, hvala za povabilo. Kaj vama oziroma košarkarskima ekipama pomeni sodelovanje v sklopu Basket for Kids? Zakaj je to eno tekmovanje, ki je hvaležno za vse otroke, ki imajo na ta način priložnost igrati košarko? Meni se zdi predvsem to neke vrste spoznavanje drugih ekip, veselje do športa, fair playa, tekmovanje, v glavnem same pozitivne stvari zaenkrat. Ja, se podpišem po te stvari, ki jih je Matic povedal, dodal bi sem še recimo druženje, spoznavanje med recimo novih igralcev, novega kraja, kar smo rekli v Črnomlju, nismo velikrat tukaj. Tako da ja, to so te glavne stvari. Še ena stvar, ki jo vedno radi izpostavljamo, je ta fair play oziroma spodbujanje dobrih potez. Kako pravzaprav lahko razložite, zakaj je za otroke do te starosti, torej do 13. leta, toliko bolj pomembno, da jih spodbujamo oziroma da pohvalimo dobre stvari, pa mogoče malo spregledamo kakšno napako? Zakaj se vam zdi to toliko bolj pomembno? Meni se predvsem zdi, da se to vse v igri odraža pol kasneje tudi v življenju, ko pol odraščajo, vse te vrednote, vse ostane isto, tako da vse gre dalje. Ja, lepo pedagoško si to povedal, se vidi, da si profesor. Ja, res je, to, kar se pokaže na igrišču, se pokaže tudi izven igrišča. Isto je na treningu, isto je doma, popoldne v družini, tako da te vrednote, ki jih mi spodbujamo, jih pilimo, želimo tudi, da so nekako doma med prijatelji, z družino. Še ena stvar, ki jo moramo vprašati, prav, ker ste imeli tekmovalno tekmo ekipa proti ekipi, ampak vidim, da ta prijateljstvo ostaja oziroma je
vedno večja vrednota oziroma veliko večja od kakršnekoli tekmovalnosti. Kako mogoče lahko sama dva rečete, da je to prijateljstvo pač tisto ključno tudi med trenerji? Ja, vsekakor, košarka združuje, ne? Mi da se poznava že od malih nog, oba sva trenirala prej, zdaj sva trenerja, tako da ja, košarka je tista nit, ki ne zdrži skupaj, da ohranjamo stike. Ne bi nič dodal. Je pa najbolj zanimivo, ko vidite, koliko enih mladostnikov tlele zdaj sreča prijatelje, tako kot vidva bojo čez 20 let še vedno frendi in se bodo družili. In kako jim poskušate to nekako dopovedati, da pusti, to je mogoče nasprotnik danes ali pa karkoli boš čez 20 let najboljši prijatelj. Vsekakor. Tudi mi, da sva se grdo gledala po moje, ko sva bila stara 15 let, ampak zdaj sva na drugačni valovni dolžini. Ja, glavno je, kar ostane, spomini, druženje, v glavnem same dobre stvari. Hvala še enkrat obima, čestitke za današnji nastop, pa vse lepe besede preneste tudi varovancem. Ja, hvala še enkrat Sportklubu, se mi zdi, je neka dobra organizacija tudi tega turnirja, tako da vse pohvale. Hvala. Najprej hvala za besedo in vsem. Najprej bi se zahvalil sploh organizatorjem, da ste prišli sem v Črnomelj. Mi smo ta projekt prepoznali že v začetku za dober projekt in se nismo zmotili. Res bi čestital organizatorju za to idejo in za to, kar mislim, da te mladi fanti res potrebujejo nekaj tudi tega medijskega, prisotnosti medija, da se tudi lahko sami pohvalijo med svojimi vrstniki, da so pač nastopali in mogoče s tem privajamo tudi katerega njihovega sošolca, prijatelja na košarkarsko igrišče. Že vrsto let seveda delate v košarki, dobro poznate delo z otroki. Kaj se vam zdi, da je mogoče ključno pri mladostnikih, da jih navdušimo nad košarko, da jim ne damo preveč bremena nad to lepo igro? V začetku njihovega treniranja jih moramo najprej navdušiti nad športom kot športom takim, v našem primeru je to košarka. Kajti mislim, da je za začetek ključno to, da on vzame košarko oziroma šport kot zabavo. In kasneje, ko me pri svojih 14-15 začnemo z nekim, rečemo temu v košarkarskem žargonu, z drilom in potem se pokaže tisti, ki pač zmorejo oziroma grejo na nek višji nivo ali pa ostanejo pač dobri rekreativci. Še zadnja stvar je pa seveda povezana s tem, kar pravkar spremljamo na igrišču. Ko se kaže, da bo domača ekipa tista, ki bo zabeležila še 3. zmago in se uvrstila na zaključni turnir četverice najboljših, kako ste videli današnji turnir oziroma kaj se vam zdi, da je na koncu odločilo, da ste prišli iz njega kot zmagovalci? Čestito bi trenerju in fantom, smo presenečeni, mislim, da zmagati v tej eminentni družbi med Krškim in Grosuplju, da smo tukaj dobili prvo mesto, mislim, da je to res ena dobra nagrada za nas v klubu, tako posebej še za te fante, nagrada trenerju, da pač se obrestuje to neko dobro delo in želim fantom veliko sreče na finalnem turnirju.